bomo mi počasi začeli. Dober dan, najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Pozdrav gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo v neposrednem prenosu na Nova24 TV. Pozdrav vam, ki ste se zbrali v tako lepem številu. Jaz samo upam, da ne bo zapeljal semle kakšen depolitiziran avtomobil in iskal nekje izhod. In seveda prav lep pozdrav gospodu Janši, čigar knjigo v tisku založbe Nova obzorja z naslovom Budnica danes pozdravljamo. Gospod Janša, lep pozdrav. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, ta pa dela, no. Glejte, knjiga Budnica, ki vidimo tukaj, je nekakšna antologija tekstov in nagovorov gospoda Janše od volitev 2022 do današnjih dni. Govori nekako o tem, da smo vsi mislili, da je lahko slabo in da mora biti slabše, ampak zadeve so se še poslabšale. Gospod Janša, če takoj na začetku razčistiva, zakaj naslov Budnica? Ja, mislim, da imaš nekaj zaslug za to tudi ti, ne? Hvala. Tako da najprej hvala gospodu Biščaku, ki je dal to idejo. Pa hvala vsem, ki ste v tako lepem številu danes prišli na to predstavitev in še posebej tistim, ki ste knjigo že naročili oziroma kupili. Budnica je bila beseda, ki smo jo napisali na vabilo za naš shod, kjer ste bili tudi nekateri tukaj zbrani prisotni na Kongresnem trgu v Ljubljani, potem, ko se je nabralo toliko stvari, da je bilo potrebno uporabiti to besedo. Ne, saj včasih je že zarja, se že svetlika, ne, se že sluti sonce na obzorju, pa še trdno spimo, ne, in se ne zbudimo, dokler ne zazvoni ura. Tako da Budnica je namenjena temu. Stvari so šle že preko roba in Budnica je potrebna. Zdaj verjetno iz naslednjih vprašanj, ki jih imaš, upam, da ne bodo tako dolga. Kot je tamle napisano, bomo to bolj obrazložili. Ne, boste lahko obrazložili. Poglejte, gospod Janša je napisal več knjig. Skozi vse knjige in ta knjiga Budnica ni nobena izjema, se vleče rdeča nit. To je svoboda. Namreč gospod Janša je eden tistih redkih politikov in državnikov, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak tudi širše, ki ve, da sama demokracija ne prinaša svobode. Gospod Janša, vi ste že pred leti rekel, osamosvojili smo se, osvobodili pa se še nismo. Ja, to drži, saj če je mogoče kdo med vami prebral knjigo dr. Jožeta Pučnika, ki govori o tehnologiji demokracije, potem mislim, da mu je jasno, da demokracija je pač tehnika, je nek sistem. Winston Churchill je rekel, slab, ampak vseeno najboljši doslej, ne? Ki dopušča, da pač glas ljudstva pride do izraza. Kljub temu je pa to sistem, ki se ga da izrabiti. In ni vse, kar se prodaja kot demokratično, ali pa ni vse, kar nastane pod pač nekimi postulati, recimo parlamentarne demokracije, tudi dejansko demokratično. Ker zato, da lahko večina demokratično odloča, morajo biti izpolnjeni pogoji.
nekdanja konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi, zdaj je to Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki še vedno ponekod pač nadzoruje volitve, je imela v tistem času, ko smo šli mi prvič na večstrankarske volitve leta 1990 oblikovanih, mislim, da 5 kriterijev, na podlagi katerih se da ugotoviti, ali je nek sistem, ki se proglaša za demokratičen, tudi dejansko tak. Zdaj, prvi pogoj za to je splošna volilna pravica. Zdaj, ko smo šli mi prvič na volitve, je bila splošna volilna pravica samo za 2/3 takratne skupščine. Se pravi, mi smo takrat volili 3 zbore, 2 sta se volila splošno volilno pravico, 3. zbor pa se je volil samo v podjetjih oziroma v takratnih tozdih. In tam je partija ohranila 80-90% večino, tako kot na Poljskem malo prej. Ampak tega se danes nihče ne spomni. Se pravi, ko smo šli mi prvič na volitve, večstrankarske volitve, na podlagi katerih je potem vseeno nastala neka pičla Demosova večina in je prišlo do osamosvojitve. Prvi pogoj za to, da je nek proces demokratičen, ni bil v celoti izpolnjen. Bil je 2/3, 1/3 pa ne. In to je ključni razlog, da Demos ni imel 2/3 večine za spremembo ustave in da je marsikaj, ob kar se še danes spotikamo, ostalo. Pa to danes, če so kje kakšne razprave, nihče več tega ne omenja in bog ne daj, da bi to, ki je pisalo v šolskih učbenikih. Potem naslednji pogoj za to, da se prizna nek demokratičen volilni proces, je, da imajo vsi, ki sodelujejo z pasivno volilno pravico, se pravi, da se jih voli, približno enak dostop do volivcev. Se pravi, da jim lahko na podlagi enakih kriterijev predstavijo svoj program. Zdaj sami lahko od volitev do volitev v Sloveniji veste, koliko je ta princip pri nas spoštovan. Še posebej pa seveda to ni bilo takrat prvič. Zdaj potem tretji tak kriterij je, da je volilna tehnika nepristranska. Se pravi, da so volilni odbori, volilne komisije in tako naprej sestavljene tako, da nima ena politična opcija tam neke prevladujoče večine in pol izglasuje, ali je nekaj veljavno ali ni veljavno. Zdaj, prve volilne komisije takrat leta 1990 v Sloveniji so bile praktično vse imenovane strani enopartijske skupščine pred volitvami. In nadzor je bil ponekod boljši, na podeželju je bil ponekod boljši, jaz sem bil takrat v Demosovem volilnem štabu, ponekod v mestih ga pa sploh ni bilo, ker pač Demos še ni bil organiziran. In če mene vprašate, zdaj nikoli ne bomo vedeli, kako zares je takrat Milan Kučan res zmagal in koliko so Jožeta Pučnika ogoljufali pri štetju. Bilo je ogromno pritožb in pripomb takrat, pošiljali smo to na takrat še Republiško volilno komisijo, vse je bilo zavrnjeno. Ker tej komisiji Demos ni imel nobenega, je bilo vse imenovano prej. No in to je bil začetek in začetek postavi temelje in to se je nadaljevalo. Zdaj, pred kratkim je bila spet obnovljena Državna volilna komisija. Državna volilna komisija je bila vedno imenovana v Sloveniji v času, ko je imela tranzicijska levica absolutno večino v parlamentu. In recimo Slovenska demokratska stranka, ki je na zadnjih volitvah dosegla skoraj tretjino poslancev, ima v tej komisiji enega predstavnika. Morala bi imeti pa tretjino, da bi bilo to uravnoteženo. Tako da, govoriti o demokraciji in reči samo, tukaj je parlament, je vlada,
ljudje lahko volijo, je pač premalo. Je pač premalo. In tudi tiste naše prve volitve imenovati svobodne, poštene, fer je ne fer. Bile so svobodne v tem smislu, da je šel lahko vsak voliti za 2 zbora, ni pa bilo splošne volilne pravice za 1/3 in pač prejšnja oblast je avtomatsko v tem zboru rezervirala toliko glasov, da je lahko preprečevala vse resne spremembe. In nekaterih, ki bi jih morali takrat narediti, še vedno nismo naredili. In zato tranzicija v Sloveniji ni dokončana, zato se še vedno spotikamo ob te ostanke preteklosti, ki jih v številnih drugih državah ni. In zaradi tega je tudi našo situacijo zelo težko razložiti kolegom iz srednje in vzhodne Evrope, ki pač enostavno take situacije niso imeli. Imeli so jo Poljaki na tistih prvih volitvah, ko so volili samo polovico parlamenta, polovica si je pa partija sama rezervirala, ampak tisto je zdržalo kako leto. In vedno je tako pač, če nekaj ostane, bo to ostalo toliko časa, dokler to ne popravite. In ni druge, tle ni poti na okolj, pa pač neke stvari je potrebno narediti. In posledica tega, neposredna posledica tega, in s tem končam, predolg, je to, da imamo nekatere podsisteme te države nereformirane, recimo sodstvo. Sodniki, ki jih je imenovala partija, so potem dobili večino v sodnem svetu in zdaj sami sebe imenujejo. In ponekod imate že 3. ali pa 4. generacijo z istim priimkom. Se pravi, ne gre samo za neko, rekel, politično nehigieno, gre za tudi klasičen klientelizem, ki se ga drugod po svetu, še posebej v državah Evropske unije, preprečuje že na ravni sistemske zakonodaje. Pri nas pa bog ne daj tega. Tako da budnica je potrebna tudi v tem smislu, da se zavemo, da stvari, ki pač niso bili narejene, morajo biti enkrat narejene. No, govorili smo o... Govorili smo o demokraciji. Vi ste rekli, da tranzicija v Sloveniji še ni končana, da se spotikamo ob nekatere ostanke preteklosti. Že sami ste načeli zadevo s sodstvom. Sodstvo je in tudi celotno pravosodje skupaj z tožilstvom še vedno ostanek nekega, bom rekel, Bavconovega sodstva iz nekega prejšnjega sistema, kjer je večina sodnikov pač sodila tako, kakor jim bilo ukazano iz nekega centralnega komiteja. Gospod Janša, gledajte, govorili smo o sodstvu, greva na zadevo Trenta. Nekaj normalnemu, zdravu, razumskemu človeku je nerazumljivo nekaj. Človek kupi neko nepremičnino in jo ducat let kasneje dražje proda. To je nerazumljivo, gospod Janša. Zdaj tukaj je še veliko nerazumljivega, ampak smo na Gospodarskem razstavišču. Po moje 30 metrov stran od nas, prej, ko smo šli sem, smo zašli tja, pa so nas policisti ustavili, poteka sojenje neki nevarni mamilarski združbi. Tukaj v sosednji dvorani. Zdaj eno od zaščitenih prič v tem procesu so danes ponoči ustrelili. Prej smo brali, da so tam pri hotelu Mons zjutraj našli truplo človeka, ki je bil brutalno ustreljen, pokošen streli, in on je zaščitena priča v tem smislu, da je govoril, kaj je ta kavarški klan, ali kako se že imenuje, pač deloval v Sloveniji. Zdaj se sprašujem,
kako je neka priča zaščitena, če se jo sred Ljubljane ustreli. Po drugi strani pa policisti v civilu s pištolami za pasom maltretirajo mirne protestnike pred sodiščem v Celju. Za tam jih je polno, za zaščito prič pa jih pač ni. Pa brali smo še, da tožilka v tem procesu, da tudi nima zaščite. Misle, da bo kdo obsojen. Se bojim, da ne. Zato, kljub temu, da sem jih zelo kritiziran zadnjič po teh osrednjih medijih, ponavljam še enkrat. Mafija je, če reče slovenskemu krivosodju mafije, to žalitev za mafijo. In bom še enkrat razložil. Mafija se nikjer ne predstavlja kot Karitas. Mafic je pač mafic in pač deluje tako. Se ne predstavlja, da je dobrodelna organizacija. Zdaj del slovenskega sodstva, ne celota, ampak del slovenskega sodstva, višje greš, bolje gnilo, pa se sodi krivo, predstavlja se pa za pravosodje. In to je možno predvsem zaradi tega, kjer ljudje večinoma ne poznajo konkretnih stvari. Zdaj obe osrednji televiziji, se pravi Pop TV pa depolitizirana nacionalna televizija, sta z prejšnjega političnega procesa večjega Patria poročali redno, mislim, da je bilo 54 obravnav. Pa tisti, ki so gledali samo televizijo, nikoli niso zvedli, kaj se je dejansko dogajalo. In tudi zdaj, ko se poroča o Trenti, nobena od obeh srednjih televizij ni povedala, da je bila sodnica imenovana mimo vrstnega reda, da sta bila porotnika imenovana mimo vrstnega reda, da je bil en kandidat LDS-a na volitvah, druga porotnica je šefica pravne službe občine Velenje, ki jo nastavlja sedanja ministrica za pravosodje Katičeva, vzela v službo in postavila na to mesto in on zdaj tam neodvisno, da smo zahtevali izločitev, je bilo vse zavrnjeno, da so rekli, res se niso bili na vrsti, ampak tisti, ki so bili na vrsti, so bili toliko obremenjeni, da niso mogli na vrsto. A ste slišali to, da bi kakšna televizija poročala, v čem je problem? V slovenski ustavi piše, vsak ima pravico do naravnega sodnika, Se pravi, pride nek primer in tisti, ki je na vrsti, pač sodi. To je nek temelj, vladavine prava ali pa pravne države. Tukaj nič od tega. Samo večina ljudi v Sloveniji tega ne ve. Večina ljudi v Sloveniji tega ne ve. Priješ pred sodišče in novinarka depolitizirane nacionalne televizije ne vpraša nič o sojenju, ne ve niti, kdo je še obsojen, pa smo trije v tem procesu, ampak njeno vprašanje je v tem smislu. Zakaj ne spoštujete sodstva? Gospa, pejte poslušati, pa boste videli, ne pa samo zganjati propagando. Tako da to je povezano. Pač neke stvari se lahko zlorabljajo zato, ker jih ljudje ne vidijo. Če ljudje vidijo, pač rekel, večina ljudstva ni tako za luno, da nekih osnovnih stvari ne bi razumela, samo ne pride do njih. Tudi zato so pač knjige, kot je ta, pa še mnoge druge, ki jih je izdala založba Nova obzorja, pa tudi kakšne druge založbe, tako pomembne, da znamo razumeti tudi tisto, kar nam ne pokažejo. Zdaj na srečo je nekaj več medijev, ki niso depolitizirana, pa se da še kje kaj ugotoviti in to jih neznansko moti. To jih neznansko moti. V parlamentu imate vladno večino, ki je ustanovila preiskovalno komisijo, ki preiskuje medije, ki kritizirajo vlado. Slovenija je edina država, kjer se to dogaja. Se pravi, da tisti, ki ima vso oblast, zlorablja nek parlamentarni inštrument za to, da preiskuje opozicijo. Itak imaš vse možnosti,
druge in 80% medijskega prostora. Ne, moti jih pa vse. Pravzaprav smo, kar se tega tiče, zelo blizu neke situacije, kakršna je bila tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je že nek članek v takratni Mladini, ki je bilo drugačno od te sedanje, naredil cel kraval po bivši državi. Ne. Ker je bila resnica in jih je pač to motilo. Zdaj tega nekaj več, internet je, družbeno omrežje, X, ki v glavnem ni cenzuriran in to jih moti. Ne. Je pa to pomembno, se pravi, ta moč teh monopolov pada. Ne. In ko pada moč monopolov laži, potem ima resnica več možnosti. No, sej, ravno to, ne, skozi celotno knjigo se tudi vleče neka misel, da se ljudje ne smemo prepustiti malodušju, ampak da moramo ukrepati. In če greva zdaj še malo na knjigo Budnica, rekla sva, oziroma to je vsebina knjige, vi komentirate kronološko aktualne dogodke in ravnanja v politiki in družbi. Zdaj, rekla sva tudi, da je obdobje od volitev do danes. Kaj bi posebej izpostavili iz tega obdobja, ki se je nekako začel z napovedjem čiščenja in napovedjo omejevanja svobode govora? Glejte, svoboda govora je temeljna človekova pravica. Ne? Temeljna človekova pravica, ki omogoča demokracijo. Brez svobode govora imate lahko vse ostalo, pa ni demokracija. Če se ti ne moreš izraziti, pa povedati stvari, potem imaš lahko vse institucije, lahko so vsi v zlatih pisarnah in zlatimi napisi, pa to ni demokracija. A ne? Ampak mogoče dva stavka še k prejšnji temi, kjer mi včasih kdo reče, pač, ko govoriš o tem procesu Trenta, misliš, da ljudje itak vse vejo, ker je bilo že od junija naprej ne vem koliko obravnav, pa v bistvu se nekih temeljnih stvari ne ve. No. Zato nekaj zadeva še enkrat ponovil. No. Izvolite. Jaz sem to posestvo v Trentiku po leta 1992 za 45.000 takratnih mark. Sami približno veste, to je bila neka kar dobra cena takrat v tistem času. Nismo bili še v Evropski uniji, tujci niso mogli kupovati posestev tukaj in tako naprej. In seveda cena je rasla, to kot je pač rasla vsem ostalim nepremičninam in jaz sem to potem prodal leta 2005, eno leto potem, ko smo bili že v Evropski uniji, ko so lahko vsi Evropejci že kupovali nepremičnine za tam slabih 130.000 evrov. To je 15.000 kvadratov, to ni ena parcela, kot pišejo, jih je veliko. 3 gradbene so gor s 3 objekti, res sta bila 2 v ruševinah, ker se je to pač, ampak je to atraktivna lokacija, 200 metrov obale Soče je to. In cene nepremičnin takrat v Posočju so bile v bistvu takšne, da je bila to ne nadpovprečna, niti povprečna, bila podpovprečna cena. Meni se je mudilo, ker sem pač kupoval stanovanje. Zdaj to posestvo je bilo potem, ko je podjetje, ki je to ne od mene, ampak od enega drugega privatnega podjetja kupilo, je šlo to podjetje v stečaj, to je bil Imos, je potem stečajna upraviteljica prodajala to premoženje podjetja v stečaju. To je bilo veliko podjetje, ki je med drugim gradilo kompleks tobačne v Ljubljani za 300 milijonov, polno tega je bilo. Do gospodarske krize uspešno, pol so tako, kot si ostali šli v stečaj. No in vse to se iz stečajne mase prodajalo na dražbah. In za to posestvo je stečajna upraviteljica iztržila
nekaj manj kot 130 tisoč evrov. V stečaju, se pravi, skoraj enako ceno, nobenega oškodovanja. Zdaj, ko je bila ena od prič zaslišana, zaslišali so jih nekaj 10, mislim, da je bilo tudi vprašanje, koliko je bila pa povprečna cena tega, kar ste potem prodali stečajne mase, in mislim, da je bilo rečeno 30%. Pa je postopek samo za to. In direktor tega podjetja je prvo obtoženi, to je gospod Brane Kastelic. Jaz sem ga pravzaprav spoznal šele zdaj v tem procesu, ko se dobijamo na sodišču. To je človek, ki je globoko verjel v pravno državo. Zdaj razlaga. On je verjel, da ne bo, če je bila že ovadba, da ne bo sodne preiskave, če je že sodna preiskava, da ne bo obtožnice, in zdaj, ko je obtožnica, je do zadnjič verjel, da ne bo obsojen. Zdaj verjame, da bo. On je dokazal, da vse, kar je podjetje kupilo, je bilo v bistvu dražje na kvadratni meter od te parcele. Dokazal z podatki, z stotinami teh študij. 10 let se je s tem ukvarjal, 2 infarkte je v tem času preživel. Ampak kljub temu, mislim, da je zdaj proces potekal od junija, noben novinar njega nič ne vpraša, ko gre mimo. Sploh ne vejo zanj. Pač njega morajo obsoditi zato, da lahko pol obsodijo mene, ker je v obtožnici piše, da sem jaz njemu pomagal zlorabiti položaj. Stvar je tako absurdna, da bo itak zgrmela enkrat, na neki instanci, tega ne bodo nikoli spustili na Evropsko sodišče, so vmes bodo volitve, pa še kaj, tako kot je bilo pri Patriji. Tako da, zdaj, če se bo to prodalo, pol lahko prodajo praktično vse. No in zdaj tudi pri tej zadevi se zdaj naenkrat kaže, kako je pomembna svoboda govora. Malo da ne vem, vsaj novinarka nacionalne televizije, pa Dnevnika, pa ne vem, še par takšnih je bilo tam, so postavili vprašanje, iz katerih je bilo razvidno, da se njim zdi nedopustno, da smo mi sploh osporavali imenovanje tega senata, recimo. Se pravi, to je, niti brance ne smeš, ker če se braniš, ne spoštuješ neke institucije. No, mimogrede, sodstvo v Sloveniji ima, mislim, da, ne vem, kakšen je podatek za letos, ampak doslej so bili v sami špici, prvi ali pa drugi po številu sodnikov na prebivalcev v Evropi. In hkrati daleč največ razveljavljenih sodb na Evropskem sodišču za človekove pravice zaradi kršitve človekovih pravic. In na vseh anketah je ugled te institucije pod 20%. Pravijo, ja, se je tudi ugled politike nizko. Glejte, imamo velike težave v našem sistemu demokracije, ampak vseeno so vsake 4 leta volitve, pa pač politike se voli. Sodniki imajo pa trajni mandat. In je to velik problem. In v Sloveniji ne bo demokracije, dokler tega podsistema ne bomo reformirali. Recimo, jaz se še lahko branim. Poznam pa veliko ljudi, ki se niti ne morejo braniti. Razumete? Zdaj mi piše, vsak dan dobim pisma. Tako ali drugače od ljudi, ki so bili po krivem obsojeni. Ko vidiš, da se mu je zgodila krivica, pa pač nima denarja za odvetnika, še posebej ne za takse, če gre potem na višje stopnje, ker so pač oderuške. Kot sem rekel že zadnjič, 10 let nazaj, ko sem bil v zaporu na Dobu, sem tam srečeval ljudi, ki so bili očitno obsojeni po krivem, ko tisto prebereš, ki so na sodišču, ki te lahko obsodi na 3 leta, dobili 3 leta pa pol zapora. Razumete, kar je totalen absurd, ki se ne bi zgodil niti na Kubi. Ampak, glejte, lahko delamo, kar hočemo. Tako da tukaj, kot sem rekel zadnjič, pač je potreben upor proti temu. Potrebno je nadoknaditi tisto, kar je bilo zamujeno, takrat ob osamosvojitvi, in uporabiti so ustavna sredstva, da se ta
rekel, hiša krivice podre in postavi hiša pravice nazaj. Jaz bi dal samo en medklic. Gospod Janša je govoril o sodstvu. Ne vem, če ste gledali zadnjič, mislim, da so bila ena poročila nacionalne televizije in je bil spodaj napis, citata, Gibanje Svoboda. Je pisalo, sodstvo je temelj naše oblasti. Potem je vse jasno, o čem govorimo. Poglejte, mi smo tukaj časovno malo omejeni. Ta odar moramo sprazniti 15 do 1, kar je pol naslednje. Zaradi tega bi jaz, če ima kdo kakšno vprašanje za gospoda Janšo, če nima bo Mida pol potem pač nadaljevala, tako da kar pogumno vprašajte, tukaj ga imate gospoda Janšo in če vas kaj zanima, kakšen komentar, izvolite. Prosim? Šolstvo, gospod Janša. Mislim, da smo bili 2 dni nazaj skupaj še z nekaterimi kolegi iz prve osamosvojitvene vlade, Lojze Peterle, bil Jelko Kacin, še nekateri kasneje na pogovoru z dijaki Mariborske gimnazije Antona Martina Slomška o času osamosvojitve, in je tekla tudi debata o tem, koliko generacije, ki rastejo gor v teh desetletjih samostojne Slovenije, sploh vedo o tem, kako je nastala. Zdaj ugotovili smo, da dijaki te gimnazije vedo še kar veliko, ampak izključno zato, ker pač jih učitelji zgodovine tam jim še kaj povedo, mimo tega, kar piše v učbenikih. Zdaj, na večini ostalih šol pa je to nekje proti koncu leta, do tam se sploh ne pride. V našem prvem mandatu 2004-2008 smo naredili reformo učnih načrtov, tudi kar se tiče predmeta zgodovine, osamosvojitve, pač tako da mlade generacije, ki rastejo v neki državi, pač sploh vedo, kako je ta država nastala, kaj so neke temeljne vrednote, zakaj smo šli iz bivše države, kjer so se kršile človekove pravice in tako naprej. Sem kljub temu, da je bila procedura izpeljana po vseh predpisih in kriterijih in preko vseh komisij in tako naprej, pol, ko je prišla Pahorjeva vlada, je takratni minister za šolstvo Lukšič, ki sicer zdaj figurira kot nek, rekel, modern socialista, rekel, mi tega ne bomo upoštevali, in niso. In niso, kljub temu, da predstavljate si, da bi neka naša vlada naredila to na tak način. Tudi tukaj je potrebna reforma, bolj korenita kot takrat, kjer 20 let nazaj vsaj ni bilo učiteljev, ki bi trdili, da sta spola enaka. Zdaj jih imate, v slovensko šolstvo, pa ne samo v slovensko šolstvo, v zahodno šolstvo se vnaša volk koncept, protiznanstveni koncept. Otroke se skuša učiti nekaj, kar je skregano z znanostjo, z naravnimi danostmi. Ideologija LGTB-ja se forsira v šole in se otrokom, ki kot je rekel Zančen poslanec v Evropskem parlamentu. Zdaj, pač, ko si otrok, misliš, da si marsikaj. Je rekel, jaz sem tudi mislil, ko sem bil majhen, da sem pirat. Ampak mi starši zaradi tega niso porezali eno oko. Zdaj, če nekdo enkrat misli, da je pa drugega spola, pa je star 13 let, mislim, je absolutno nesprejemljivo, kaznivo po moje, da se dovoli spreminjanje spola z medicinskim posegom. Glejte, kaj imate v Ameriki, kjer so to celo forsirali, kakšne tragedije pri ljudeh, nepopravljive.
Ampak v Sloveniji smo blizu tega. Imamo ustavno sodišče, ki mirno ruši tudi neke norme, ki so zapisane v ustavo, ali nekaj, kar je bilo izglasovano na referendumih z velikansko večino. In temu pravijo, ne vem, svet gre naprej, modernizacijo. Kar se tiče tega, da sta spola različna, svet ni šel nič naprej. Odkar človeštvo obstaja, sta spola različna. Morata biti enakopravna, ampak gledajte, ne moreš se sam zmisliti, ali si moški ali ženska. To je izrazito, ne sem demagoško, to je protiznanstveno, razumete? To je protiznanstveno in na tem zdaj v bistvu uničujejo zahodno civilizacijo. Na takšnih norostih je pa zdaj po teh volitvah v Ameriki prišlo do obrata. In bo šlo to nazaj in če mene vprašate, čez 10 let bo zahodni svet bistveno bolj normalen, kot je bil zdaj. In marsikdo, ki je zdaj kričal ta gesla, ga bo sram, da je sploh dvigoval to vrstne zastave. Zdaj se je pa to forsiralo, tako kot še nekatere druge norosti, recimo ta brezglavi zeleni prehod, in zdaj plačujemo ceno. Medtem ko smo mi zapirali energetske objekte pa jedrske elektrarne po Evropi, je Kitajska odpirala nove termoelektrarne na premog, zato da so dobili energijo, kjer so proizvajali sončne panele pa vetrnice in jih drago prodajali Evropi. Tam ni bilo benga ogljičnega odtisa. Zdaj pa imate situacijo, ko je kilovatna ura elektrike na Kitajskem 4 cente, v Ameriki 12, v Evropi in tudi v Sloveniji pa 20 ali 30 zdaj, ko je vodostaj nizek, pa zima je in mrzlo. In zdaj imamo še to norost, zaprli bomo termoelektrarno, ki je bila itak preplačana, kjer smo dokazali korupcijo, kjer je Alstrom plačal 240 milijonov kazni, zdaj bodo pa to zaprli, čeprav je tretjina naše energije prihaja iz tega. In so vsi filtri zavarovani, jaz vidim dimnike šoštanjske elektrarne, pa diham čist zrak, ker tle so bili neki standardi upoštevani. Zdaj bomo pa to zaprli, včeraj je vlada rekla, da bomo plačali 300 milijonov zdaj za nek zakon, da bo to zdaj samo neka toplarna, to bo zlata energija, moram reči, za ta denar. Potem bomo pa tretjino elektrike uvažali. In tisti, ki bodo to delali, bodo na veliko služili in tisti imajo danes oblast v rokah. Skratka, vse to ima na koncu, o čemer govorimo, to, da nekaterih stvari nismo naredili, to, da se zatira svoboda govora. Včeraj so našim poslancem talali opomine tam v razpravi v RTV-ju, se pravi, naš poslanec, ki je govoril čisto resnico, je bil v tej razpravi, bom rekel, bolj kaznovan kot kdorkoli, ki je pobil 100 000 ljudi v Sloveniji tam po drugi svetovni vojni. Predstavljate si ta absurd. Skratka, vsa ta nenormalnost se na koncu pozna v žepih. Dodaten davek za dolgotrajno oskrbo, ok, 1%, ampak pri pokojnini se to že pozna. Ne bo božičnice, bodo pa privilegirani dodatki k pokojninom za tiste, ki jim oni dajo Ježkove nagrade. Nikjer na svetu država ne nagrajuje z nekimi privilegiji nekoga, ki je dobil neko nagrado v nekem podjetju. To je stvar podjetja. Ok, Prešernove nagrade, to bi se dalo debatirati, Ježkove nagrade pa to. Zdaj veliko teh, ki so v covidu kolesarili po Ljubljani pa sejali virus in smrt, je bilo tako ali drugače pol nagrajenih, zdaj pa še 1000 evrov zraven pri penziji. In to z vašega denarja. Na koncu je to vse se pozna na položnicah, v stroških, v kvaliteti življenja in zdaj, ko bo budnica dovolj glasna, da se bodo ljudje začeli tega zavedati, bo prišlo do spremembe.
Gospa, še vi, imamo samo še malo časa, kar povprašajte. Čakajte, samo trenutek. Kaj lahko do volitev naredimo, da se to čim prej neha? Glejte, do volitev ne samo, da se da narediti veliko, da se narediti vse. Da se narediti vse. Pač, vsak glas, ki se ga pridobi, je pot k spremembam. In temeljni rezultat Budnice mora biti, da nas je vse več. In jaz mislim, da nas je vse več. Da nas je vse več in zadnje volitve v Evropski parlament so pokazale, da se pač da. Da se pač da. Mi smo dobili tja 4 mandate, ne? Več kot se vladne stranke skupaj z vsem denarjem, z vso oblastjo, z vsemi mediji, z vso podporo, z vso manipulacijo. Ob tem, da je bila volilna udeležba daleč nadpovprečna, ne? Prej so bile volilne udeležbe na evropskih volitvah nizke. Se pravi, se da. Samo veliko ljudi, ki je doslej ostajalo doma, se mora zbuditi, ne? Pa ne nasedati na neke nove obraze, ne? Ker to je tudi pač rezultat teh medijskih monopolov, ne? In zdaj se je že začelo, ne? Zdaj je dovoljeno kritizirati Goloba pa svobodnjake pa vlado. Približno tako kot nas, samo vedno je treba še nas dodati, ne? Pol se pravi, formula je ta. Zdaj vlada je res za nič, tega ni možno več zanikati, ne? Ampak opozicija je ista, ne? Vsi so isti, rabimo nekaj novega. In potem se kaže. Zdaj, ta trik je bil že tokrat uporabljen, da jaz upam, da ne bo držal več, ne? Če bo spet prijel, bo pa cena še višja, ne? In pol bo tako, kot je nekdo zapisal zadnjič na omrežju. Perem tudi po noč za to, da spomnim sosede, koga so volila, ne? Gospod, veste kaj, moramo počasi nehati, pač teh 45 minut, kolikor je bilo tukaj namenjen, ker potem so naslednji, se je pač žal zelo hitro iztekal. Samo še obvestilo. Glejte, nekateri imate že tukaj knjige, gospod Janša jih lahko tukaj podpiše, samo da ne bomo tukaj delali gnečo, se lahko preselimo na stojnico založbe Nova obzorja, to je 50 metrov tukaj stran, lahko tudi jaz vodim, če hočete. Za konec bi samo še nekaj povedal. To knjigo se vsekakor splača kupiti. Je ena tistih knjig, ki ti da na koncu misliti. Misliti pa ti da, ali boš še naprej sedel na robu stola in si grizel nohte, ali pa boš nekaj naredil za sebe in za zanamce. Hvala vsem, ko ste prišli. Hvala gledalkam in gledalcem, ki ste nas gledali. Hvala gospodu Janši in gospod Janša bo pa še za konec nekaj še povedal. Čisto na kratko. Zdaj po novem letu bomo organizirali še več predstavitev po Sloveniji, tako da tisti, ki niste s vprašanji prišli na vrsto, bomo mi prišli k vam. Še enkrat zahvala tebi in založbi, tebi za idejo, pa za pomoč pri urejanju, pa založbi za zelo hitro reakcijo. Pa iskrena zahvala tudi moji ženi, ki je napisala uvodnik v to knjigo. Lahko pozirate knjigo.